Zdaj pa k besedi vabim kolega dr. Danijela Siterja in sicer z referatom Kulturbund v Dravski Banovini in Celju v retrospektivi 80. obletnice, vloga, pomen, posledice in povojna usoda. Gre pa prav tako za tvojo doktorsko temo, drži, ki mislim, da je tudi tik pred izidom v knjižni obliki. Res je, v letošnjem letu zagotovo. In njena predstavitev v tem prostoru bo tudi ena od teh spremljevalnih dogodkov, o katerih sem prej govoril, ker je pa profesor Repe prej omenil Überreiterja. Naj omenim ob tej priložnosti, da se tudi s Avstrijskim kulturnim forumom dogovarjam, oziroma smo že dogovorjeni, da bo oktobra letos predstavitev njegove biografije, ki jo je napisal avstrijski zgodovinar Karner. Tako da o tem boste seveda še obveščeni. Danijel, oprosti za tale, izvoli, beseda je tvoja. Ja, lepo pozdravljen, najlepša hvala za uvodne besede, pa še enkrat lepa zahvala najprej direktorju muzeja, gospodu dr. Tončku Kregarju za kot vedno odlično sodelovanje. Hvala lepa tudi rektorju Univerze Alma Mater Europaea za podporo pri iniciativi glede dogodka in pa seveda predsedniku zgodovinskega društva Celja Damirju tudi za vso podporo in sodelovalno aktivnost pri samem dogodku ter seveda, kot že omenjeno, mestni občini Celje za samo pokroviteljstvo. Jaz bom danes predstavil, se pravi, Švabsko-nemško kulturno zvezo oziroma krajše poimenovano kot Kulturbund, ki so jo vojvodinski Nemci ustanovili, gremo najprej k osnovam, ki so jo vojvodinski Nemci ustanovili junija leta 1920 v Novem Sadu, sprva kot centralno krovno, kulturno, družbeno in pa socialno skrbstveno organizacijo nemške manjšine v predvojni kraljevini Srbov, Hrvatov, Slovencev oziroma od leta 1929 kraljevini Jugoslaviji. Zato tudi je potrebno poudariti, da gre v bistvu pri omenjanju Kulturbunda za vzročno-posledične navezave tudi na nemško manjšino, se pravi, ko govorimo o Kulturbundu na Slovenskem oziroma v takratni Dravski Banovini, seveda moramo omeniti tudi nemško manjšino. Se pravi, leta 1920 imamo ustanovljeno centralno matico, pri ustanovitvi centralne matice so sodelovali tudi slovenski Nemci. Se pravi, centralna matica je potem kasneje potrjena tudi z dvema društvoma v samem slovenskem prostoru in sicer najprej leta 1921 s stranko Nemcev v kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev in pa kasneje v Mariboru s političnim in gospodarskim združenjem Nemcev v Sloveniji. Obe društvi oziroma organizaciji nista doživeli načrtovanega razmaha in sta bili kmalu razpuščeni, tako da imamo dejansko pred letom 1929 na Slovenskem samo, oziroma takratni Dravski Banovini, samo eno delujočo kulturbundovsko celico in to je na Kočevskem, kjer je bila ustanovljena za kratki čas leta 1922, a že kmalu zatem leta 1924 razpuščena do nadaljnega. Na Slovenskem doživi Kulturbund razmah šele po letu 1931 v skladu z izpeljanimi tremi ključnimi procesi znotraj Kulturbunda. Govorimo o razkolu, nacifikaciji in pa radikalizaciji, o tem bom povedal nekoliko več kasneje. Bi pa tudi dodal, da ima, tako kot nemška manjšina, ima tudi Kulturbund na Slovenskem specifične karakteristike, specifične okoliščine in razlike, po katerih so se v bistvu razlikovali od preostalega dela kraljevine Jugoslavije. Se pravi, Kulturbund na Slovenskem je bil še posebej agresiven, prebojen, prodoren in nacistično orientiran, med drugim tudi zato, ker je bila bližina meje Hitlerjeve Nemčije, zlasti po Anschlussu leta 1938, zelo blizu in pa zaradi nekaterih specifik glede same nemške manjšine na Slovenskem, kar se je rezultiralo potem v kasnejšem delovanju. Zdaj, vsaka celica oziroma centralno delovanje Kulturbunda je bilo določeno z statuti, se pravi z pravno-organizacijskim dokumentom, ki je v bistvu bilo izdano na zveznem nivoju, se pravi na nivoju v Novem Sadu in pa se pravi za posamezne celične izpostave, pa potem kasneje tudi za posamezno lokalno grupo. Vidimo na desni strani konkretno za krajevno skupino v Celju, ustanovljeno leta 1931 kot prvič, o tem bom povedal nekoliko več kasneje, in pa na levi strani, se pravi, pravno-organizacijski dokument na zveznem nivoju.
Povedal bi, da je v bistvu bilo društvo na začetku resnično izrazito apolitično in se je usmerjalo v kulturniško delovanje. Tudi sam statut je prepovedoval politično udejstvovanje Nemcem, kar pa se je kasneje izrazito spremenilo, zlasti po izpeljanih 3 ključnih procesih. Na začetku so se Nemci v bistvu predvsem nagibali k temu, da ohranjajo, se pravi, nemško kulturo, nemško literaturo, knjižnice, gospodarstvo, različne finančne denarne vzvode v Kraljevini Jugoslaviji, zlasti potem, ko so se po koncu Prve svetovne vojne znašli v novi državi, in pa predvsem ti stari, se pravi, še bolj liberalno usmerjeni Nemci so se v bistvu zavzemali za gospodarsko sodelovanje tudi s samim Beogradom. To se kasneje izrazito spremenilo. Definicija Švabsko-nemška kulturna zveza je bila, se pravi, kasneje ključna petokolonaška formacija, ki je s subverzivno aktivnostjo, se pravi, širila nacistično propagando, diseminacijo, agitacijo in kasneje na tajnih seznamih popisovala zavedne rodoljubne Slovence. Te sezname je potem tik pred invazijo aprila leta 1941 na tajnih sestankih v Gradcu predajala nacističnim uradnikom, ki so pozneje na podlagi teh seznamov zapečatili v bistvu usode zavednih slovenskih družin in tako recimo dejansko znatno omogočili efektivnejšo vzpostavitev okupacijske uprave. V glavnem po letu 1927 je Švabsko-nemška kulturna zveza na Slovenskem postala vodilna, se pravi osrednja reprezentativna politična in pa kulturna organizacija nemške manjšine na Spodnjem Štajerskem. Govoril sem o 3 ključnih procesih, se pravi prvi proces se začne, ki pač označuje razkol, se začne ob koncu 20. let in pa v začetku 30. let prejšnjega stoletja. Gre pa za to v bistvu, da so se pravi, v strujah vodstva, novosadskega vodstva še nahajali, se pravi, starejši Nemci, konzervativnejši Nemci, ki so izhajali še pretežno iz vrst radikalnega, ampak avstrijsko še liberalnega nemštva, ki se je še v bistvu zavzemalo za sodelovanje z Beogradom. Po drugi strani so pa na plano prihajale mlade, se pravi, že nacificirane mladinske struje Nemcev, se pravi tako imenovani obnovitelji, ki so se zavzemali za to, da v bistvu prodrejo v vodilne, se pravi, strukture zveznega vodstva v Novem Sadu. S časoma so v bistvu so te starejše Nemce, se pravi tako imenovane vinogradniške Nemce, izrinili iz vodstva in prevzeli samo vodstvo na zveznem nivoju, kar je kasneje seveda potem vodilo tudi v dodatno radikalizacijo in pa nacifikacijo. Zdaj naj povem, da je nacifikacija nemške manjšine na Slovenskem Štajerskem potekala zelo hitro, zelo samoumevno, zelo organično, predvsem tudi zaradi že omenjene specifike nemške manjšine in pa bližine meje s Hitlerjevo Nemčijo. Nekje od leta 1933-1934 že lahko v celoti govorimo o skoraj da popolnoma nacificirani nemški manjšini na Slovenskem Štajerskem. Recimo en konkreten podatek, Ottokar Kernstock, rimokatoliški duhovnik, en izmed zgodnjih podpornikov hitlerijanskega gibanja, vodilni štajerski nacistični poet, ideološki mislec hajočega nacionalizma, ki je spisal tudi recimo hvalnico, se pravi kljukastega križa, to je hvalnico nacistični svastiki, je bil v bistvu, je predstavljal tradicionalistične štajerske Nemce, ki so bili že od začetka zelo pronacistični in ta Ottokar Kernstock je izrazit dokaz za to, namreč do nedavnega je pa bil še celo častni občan mestne občine Maribor. Zdaj, ta nacifikacija se je kazala na mnogih področjih, se pravi, govorim o širjenju nacistične propagande, diseminacije, širjenju nacističnih parol, javnem pozdravljanju, javni rabi nacistične simbolike, pozdravov,
in pa kasneje v najhujši, najgrozljivejši obliki tudi, se pravi z dejanskim popisovanjem zavednih Slovencev, s čimer so dejansko potem ti kulturbundovci pripravili temelje vsemu kasnejšemu etnocidnemu, genocidnemu terorju, ki se je med nemško okupacijo vršil nad slovenskim rodoljubnim prebivalstvom. Zdaj, en izmed načinov, recimo tudi širjenja nemške manjšine in pa spodrivanja nekih skoncentriranih slovenskih populacijskih jeder je bilo tudi pretirano nakupovanje, se pravi z nekimi nadpovprečnimi odkupnimi zneski na obmejnih območjih, kjer so se vedno bile bitke med nemško manjšino in pa slovenskim populacijskim jedrom. Recimo tu konkretno imamo poročilo o tovrstnem nakupovanju v Vojvodini. Zdaj, nacifikacija kulturbunda je potekala tudi preko raznih koč. Recimo, konkretno za celjski prostor lahko povem, slavni trgovec in industrialec Werner Stiger je bil en izmed glavnih, ki je kasneje pokroviteljsko, materialno, denarno prevzel vodenje celjske kulturbundovske celice in ki je tudi v veliki meri financiral gradnje tovrstnih koč. Recimo konkretno vidimo na primer koče na Slovenskem Štajerskem, lokacija ni znana. Werner Stiger je recimo financiral izgradnjo koče na Rogli, na Pohorju, kjer so potekali razni nacistični mladinski tečaji, se pravi ideološki, orožni in pa razni usposabljalni tečaji za urjenje nacistične mladine, ne, kjer najprej so bili ti tečaji izrazito teoretični, kasneje pa je potekalo tudi samo urjenje v spoprejemanju z orožjem. To je zelo pomembno, ker iz teh koč, kjer recimo konkretno na primer na Rogli, ker je bila recimo zelo moderna koča, električna razsvetljava, ogrevane sobe in tako dalje, so potem v bistvu sklili prvi oddelki tudi za formiranje Sturmabteilunga, se pravi za SA in pa za SS enote, ki so se v bistvu že pred aprilsko invazijo nad Kraljevino Jugoslavijo formirale na Slovenskem Štajerskem. Potem en konkreten primer Hitlerjeve mladine iz Ptuja v taborništvu nekje na Slovenskem Štajerskem avgusta leta 1935. Vidimo, da so Ptujčani potem ob Gozdnem potoku oblikovali svastiko iz rečnega mulja in pa prodnatega kamenja. Konkretno recimo na Ptujskem so že leta 1937 bili formirani prvi oddelki Sturmabteilunga, na Celjskem leta 1938, ki so se kasneje aktivno vpletli v nemško invazijo na Kraljevino Jugoslavijo. Seveda, ko govorimo o vseh teh nacifikacijskih procesih, je pomembno povedati tudi, da slovenski rodoljubi ob komunističnih članih niso ostali tiho, aktivno so se uprli v raznih popisnih, trosilnih in pa listkovnih akcijah, pozivali so k odporu, v časopisih so objavljali bojkot, pisale so se spomenice, prijavljale so se prijave na višje oblastne instance, ker pa je bila že Jugoslavija dejansko zaradi političnega in gospodarskega navezovanja na samo Nemčijo, je imela precej zvezane roke. Zato so domačini v bistvu prevzeli v svoje roke zadeve. Recimo, na podlagi arhivskih dokumentov so bili odkriti tudi konkretni osebni stiki s Hitlerjem med kulturbundovcem. Recimo imamo na levi strani konkretno ptujsko kulturbundovko, članico kulturbundov Heldo Fichtenau pred napadom na Poljsko. Edo Pajdaš, frizer iz Celja, je bil aprila leta 1938 sprejet pri Hitlerju v Gradcu, kjer so bila Hitlerju osebno predana v bistvu poročila o dogajanju na Slovenskem Štajerskem. Po prihodu pa so potem te deputacije nemških predstavnikov kulturbundovcev na sprejemih pri Hitlerju, bili so tudi v Münchnu, Nürnbergu, Berlinu in tako dalje, so se potem predala navodila, kako naj ravnajo na Slovenskem Štajerskem in kako se naj vrši propaganda. Recimo vidimo tudi pevski festival v Breslavu, zopet člani ptujskega kulturbunda, kjer so se udeležili tovrstnih kulturnih festivalov, potekali so tudi v Münchnu in tako dalje. Recimo, odkril sem tudi nekatere preplete med kulturbundom in Hitlerjem na res visokem nivoju. Konkretno lahko govorim tudi o
o tem, da so dejansko k Hitlerju prihajali tudi ostali visoko pozicionirani člani Kulturbunda, recimo Poldi Slatinšek, konkretno članica zveznega vodstva v Novem Sadu, se je leta 1941 poročila z enim izmed visoko rangiranih nacističnih funkcionarjev, kot priči pa sta bila Hitlerjev namestnik Rudolf Hess in pa vodja SS strukture Heinrich Himmler. Zdaj, kar je za moje pojme oziroma v zgodovinopisu najbolj grozljivo, ko govorimo o Kulturbundu, je seveda potrebno omeniti tako imenovano aktivnost v predinvazijskem obdobju. Se pravi, predinvazijsko obdobje je potekalo, je trajalo od puča, se pravi v Beogradu 27. marca leta 1941, pa potem do samega napada 6. aprila leta 1941. Takrat se je vsa ta subverzivna aktivnost najbolj intenzivirala in tudi najbolj stopnjevala. Konkretno so člani Kulturbunda hodili po podeželju, popisovali Slovence, izdelovali že omenjene tajne sezname in vse to predajali nacističnim graškim uradnikom. Konkretno na podlagi tovrstnih smernic, se pravi, gre za popisovanje po raznih sektorjih družbe, šola, slovenska društva, cerkev, uradništvo, gospodinjstva, kulturna društva in tako dalje. In se to v bistvu redno pošiljali v Nemčijo. Zdaj, konkretno tudi iz prostora, kjer sem v bistvu tudi objavil raziskavo v Rogaški Slatini, na podlagi tovrstnih seznamov so se potem tudi formirali razni aretacijski spiski, se pravi Verhaftungsbefehl, konkretno v Gracu in pa Berlinu, naprimer imamo sezname za Rogatec in pa Rogaško Slatino, dobesedno natančni seznami pripravljeni pred aprilsko invazijo, se pravi pred napadom na Kraljevino Jugoslavijo, za ljudi, ki jih je potrebno po napadu izgnati, izseliti, deportirati, pobiti. In ti seznami so zelo natančni, vsebujejo razne rojstne podatke, podatke o starših, veroizpoved, politična pripadnost in tako dalje. In seveda spodaj pripis, da so se vsi ti na seznamu udeležili demonstracij proti vstopu Jugoslavije v Trojni pakt. Eno konkretno predvojno vohunsko poročilo zaposlenih osebah v Poljčanah, dokument je bil natipkan na dan oficirskega državnega udara v Beogradu, tudi vidimo zelo podrobno zopet po vseh sektorjih družbe, ki je takrat delovala na lokalni upravi v Poljčanah. Zdaj, tik pred invazijo, se pravi, oziroma že malo po invaziji, so se kulturbundovci tudi aktivno vpletli v proces invazije tudi kot tolmači, prevajalci, kažipoti, usmerjevalci, se pravi nemški vojski in na ta način pomagali pri lažjem preboju čez slovensko in jugoslovansko zemlje. Konkretno, jugoslovanska oblast je recimo izdala nekaterim celjskim Nemcem sredi aprilske vojne že dovolilnice za tako imenovano nošenje orožja, s katerim so v bistvu potem domnevno oziroma naj bi zagotavljali red, mir in disciplino, v bistvu so pa že aretirali bežeče jugoslovanske oddelke. Vsem znana fotografija, 26. april leta 1941, nepričakovan oziroma nenapovedan obisk Hitlerja v Mariboru, 26. aprila leta 1941, pravi na levi strani imamo Siegfrieda Uiberreiterja, na desni strani Martina Bormana. Naj povem, da je kulminacija oziroma vrh kulturbundovske aktivnosti predstavljala, ravno mariborske kulturbundovske aktivnosti predstavljala ravno prihod Hitlerja v Maribor, pri katerem so kulturbundovci znatno pomagali pri njegovem sprejemu in pa pripravi na obisk. To ne predstavlja samo kulminacijo mariborske kulturbundovske aktivnosti, ampak kulturbundovske aktivnosti nasploh za celo Dravsko Banovino, kajti pozabil se bom omeniti, da je bil sedež Kulturbunda za Dravsko Banovino ravno v Mariboru pod vodstvom Johana Barona, ki je po okupaciji skupaj na čelu z mariborskim pivovarnarjem
Francijem Čeligijem napisal eno zelo protestno pismo nad ukrepi in delovanjem nacističnega okupatorja na Štajerskem, kjer se je v bistvu pritoževal nad silovitimi poboji, nad deportacijami, v smislu, česa takšnega ni pričakoval. In to protestno pismo poslal tudi, se pravi, pisarni nacistične stranke v Berlin. Seveda je bil potem kasneje zaradi tega silovito politično odsekan in pa izoliran, recimo v nasprotju z Gerhardom Majem, se pravi celjskim kulturbundovcem, ki je pa potem doživel silno kariero med samo okupacijo. Zdaj, povedal bi tudi, da so potem bili po okupaciji, se pravi najprej 11. maja leta 1947 jim je Uiberreiter, v bistvu članom Kulturbunda, med drugim tudi celjskim kulturbundovcem, jim je napovedal, da bodo postali kristalizacijsko jedro Štajerske domovinske zveze, napovedal jim je visoke položaje, zahvale in pa bonitete za vso opravljeno predvojno preteklo delo. To jim je že omenil tudi Hitler 26. aprila na sprejemu v Viteški dvorani, kjer so bili poleg kulturbundovcev tudi člani, se pravi kočevskih in pa mariborskih Nemcev. In v glavnem, recimo potem, če primerjamo strukturo, horizontalno strukturo Štajerske domovinske zveze, o tem vem, da bo še več povedano, in pa Kulturbunda, vidimo v bistvu, da gre v bistvu za pravno in pa organsko naslednico, se pravi Kulturbunda. V glavnem vidimo, da so bili položajno visoko umeščeni funkcionarji in člani Kulturbunda preliti potem tudi v više administrativne in pa zvezne vodstvene strukture Heimatbunda, pogostoma z nivoja okrožnega ali pa pokrajinskega vodstva. Uiberreiter, kot že omenjeno, pove, da bo Kulturbund postal kristalizacijsko jedro Heimatbunda. Kulturbund je bil skupni imenovalec tudi prelivanju iz deželnega obmejnega urada in pa iz Jugovzhodnega inštituta z sedežem v Gradcu. V glavnem vpletenost Kulturbunda v nacistično okupacijsko pravo je zelo izrazita. Res je, da so imeli v odločanju redko kje vodilno besedo, v glavnem so bili v bistvu takoj na drugem nivoju za glavnimi funkcionarji. Svetla izjema pa je bil Robert Himmer, ki je že bil omenjen, ki je postal v okupacijski upravi najvišje uvrščeni predvojni, se pravi v okupacijski župan uradne celjske okupacijske občine, in pa Gerhard Maj, se pravi odvetnik, ki je prav tako prevzel pomembne funkcije znotraj okupacijske uprave. Zdaj, seveda prelivanje ni potekalo samo v pore Štajerske domovinske zveze in pa Koroške ljudske zveze. Prelivanje je potekalo tudi v druge oblastvene organe, organizacije, zveze, urade, komisije. Recimo kulturbundovci so sodelovali pri raznih izseljevalnih oziroma preseljevalnih komisijah, sodelovali so tudi kasneje v Starem Piskru kot stražarji, kot dobesedni očividci pri streljanju talcev in tako naprej. Bi pa, koliko še imam časa, še imam? Okej. Bi pa seveda prešel iz mezo in pa makro tudi na mikronivo, in sicer Kulturbund je bil leta 1941 sestavljen iz 5 kulturbundovskih okrožij, in sicer eno kulturbundovsko okrožje je bilo okrožje Celje oziroma Cilji. Se pravi, na začetku bi omenil Rudolfa Hölzerja, ki je bil v bistvu dejansko pripadnik te nacificirane nacistične mladine, ki so se nalezli nacizma že na avstrijskih in pa na nemških univerzah. Rudolf Hölzer je postavil zametke statističnega urada za popisovanje nemške manjšine in pa Kulturbunda. Dejansko legalno popisovanje je potekalo v letih 1933 in 1935. Kasneje, ko je pa postal Kulturbund prepovedan, Kulturbund je bil namreč v svoji operativi večkrat razpuščen, prepovedan, ponovno dovoljen, pa ponovno razpuščen in zopet marca 1939 še zadnjič dovoljen. Vse to je bilo odvisno od tega, odvisno v glavnem od zunanje politične in vojaške situacije Jugoslavije in pa nacistične Nemčije. Bolj kot se je Nemčija vojaško politično krepila, manjši manevrski prostor je imela Jugoslavija v odnosu do nemške manjšine in pa do samega Kulturbunda. Seveda kulturbundovci pa so postali vedno bolj samozavestni. No, v glavnem po selitvi v ilegalo se v bistvu ustanovijo 2 statistični izpostavi, ena v Celju leta 1936 in pa ena v Mariboru, vodi jo Hölzer. Gre pa za precej verodostojen natančen zgodovinski vir, ker je bil ta statistični urad
predviden za interno popisovanje Nemcev in pa kulturbundovcev, se pravi, šlo je za neko interni namen in pa ta urad je kasneje tudi v bistvu bil namenjen kot nek način notranja društvena policija. Čisto na kratko, se pravi, marca leta 1941 imamo 52 krajevnih skupin z vsaj 12.268 članov, 10.703 Nemcev, takrat so še bili izven kulturbunda. V glavnem, kot že omenjeno, tudi v skladu z razkolno politiko so bili člani mlajši kulturbundovci, nekje starostne skupine so bile do 40 let, poklicne skupine, kmetje, obrtniki, trgovci, industrialci, delavci in intelektualci, to so bili v glavnem navadni člani. Kar se pa tiče, se pravi, voditeljev, tako imenovanih predsednikov obmanov, pa je Franjo Baš sestavil zelo temeljito analizo kulturbundovskih voditeljev in v bistvu ugotovil, da so prihajali skoraj do vseh socialnih slojev, izobraženstvo, obrtništvo, zasebno nameščenstvo in pa posestniki, z izjemo trgovskega in pa delavskega sloja, ki je bilo značilno zgolj za Ptuj. Kulturbundsko okrožje Celje, se pravi leta 1940, imamo zgolj eno celično izpostavo, to je v mestu Celje približno 450 članov. Decembra leta 1940, ko pride do drugega statističnega zborovanja, imamo 6 krajevnih skupin s 705 člani, se pravi, za vsakim statističnim zborovanjem, bila so 3, se v bistvu opažamo, da se člani v okrožju, kulturbundskega okrožja Celje povečujejo, prav tako znotraj celice Celje. Januarja 1941 imamo pa 4 celice, to je bilo tudi končno stanje pred invazijo na Kraljevino Jugoslavijo, seveda mestna celica Celje z največ člani, 681 članov, dodatna ustanovitev je bila v Hrastniku, so se pa zgodili razpusti v Brežicah, Vojniku, Štorah, Sevnici in tako dalje. Ugotavljamo povečevanje števila članstva, se pravi napram prvemu in drugemu popisu in takole izgleda tudi sama statistična preglednica, se pravi, okrožje Celje, to so podatki za januar 1941, se pravi, ko je potekalo zadnje statistično zborovanje, torej tretje, imamo 949 članov, kulturbundsko okrožje vodi dr. Gerhard Maj, se pravi pastor Evangeličanske cerkve, potem Celje mesto, 86 članov, Rogatec ima za svojo populacijo silno veliko članov, Hrastnik 98, Slovenske Konjice 78, na desni strani si potem lahko tudi pogledate posamezne obmane oziroma predsednike, referente in pa kdaj so bile celice ustanovljene in pa razpuščene. Zdaj, sama celična izpostava v Celju je bila ustanovljena 27. julija leta 1931 v hotelu Pošta. Med vsemi ključnimi osebnostmi vidimo na levi strani tudi seznam, se pravi, prvih ustanoviteljev. Med vsemi ključnimi osebnostmi bi zlasti izpostavil, se pravi, Adolfa Vesna, mlajšega silovitega podpornika kulturbunda in pa nemštva v Celju, Fritza Zangerja, Guštava Štigarja, Jakoba Maja in pa Skoberneta. Zdaj, zelo zanimivo je, da sem med arhivskimi dokumenti iz Berlina odkril tudi, da je hčerka Skoberneta bila v bistvu poročena z sinom Karla Bodenschatza. Ne vem, če veste, Karl Bodenschatz je bil Göringov adjutant in pa oficir za zvezo med Hitlerjem in pa Göringom, se pravi vrhovnim poveljnikom nacistične Nemčije in pa glavnim poveljnikom nemške Luftwaffe. In ta Skoberne je pošiljal kulturbundovska poročila dejansko direktno Göringu, Göring pa potem direktno v komunikaciji s Hitlerjem. Se pravi, leta 1931 se celica v Celju ustanovi, silovito novo obdobje pa se potem prične z Štigarjem, se pravi, ki postane leta 1933 predsednik. V glavnem z njegovim prehodom se mladina v Celju nacificira, Celje postane eno glavnih središč nemške obveščevalne službe, gradijo se koče za nacifikacijo najprej, se pravi, Slovenije, Štajerske mladine, kasneje tudi Slovencev. Od pomladi leta 1933 imamo po Celju v bistvu že
Nemce, ki propagirajo, se pravi, nacistično državo, hodijo naokoli s kljukastimi križi, pozdravljajo s Heil Hitler. In pa recimo tudi zelo zanimiva in zanesljiva so poročila avstrijskega konzula v Ljubljani, dr. Rosinija Rosenberga, ki junija 1934 pove, da je bil Kulturbund v Celju kot v Mariboru center nacistične miselnosti in pa duhovno središče nacionalsocialističnega gibanja v Dravski Banovini. Seveda po stopnji radikalnosti ga je ocenil Celico v Celju, takoj za Mariborom in Ptujem. Potem Celica julija 1936 razpuščena, se pravi vso dotlej legalno delovanje Kulturbunda se preseli na vsa dovoljena nemška športna, pevska, atletska, gimnastična in pa druga društva, finančne zvode. Jugoslovanski oblasti je bilo to znano, sestanki Kulturbunda so še vnaprej potekali dejansko v istih prostorih in celo v isti stavbi kot poprej znotraj dovoljenega Kulturbunda. Januarja 1940 681 članov, operativno področje pa mesto Celje ter Srezi, Gornji Grad, Brežice, Šmarje pri Jelšah in pa Laško. No, povsem na koncu pa še v bistvu ena slika, se pravi nacistično obarvanega zborovanja Kulturbunda januarja 1941. Vidimo. Celjski kulturbundci, gestapovci leta 1941. In pa mogoče še, če imam še samo minutko, bi samo povedal v bistvu, da so se ob koncu vojne, se pravi, kulturbundovci znašli, se pravi, izključno za ostalo nemško manjšino na strani poražencev, katerim je grozilo zaradi povzročenega predvojnega in pa medvojnega nasilja silovito maščevanje nove povojne socialistične oblasti. Mateja Malnar je v okviru tega opravila zelo temeljito raziskavo in ugotovila v bistvu, da je ena najhujših usod kulturbundovcev prihajala ravno z področja celjskega. Pregledala je skoraj 5000 dosjejev, izmed 580 zaslišanih celjskih kulturbundovcev jih je bilo 280 označenih na kartotekah z tako imenovanim pripisom Transport 220, kar je na koncu v bistvu pomenilo likvidacijo oziroma da so v bistvu izginili brez sledi. Se pravi, marsikateri so pobegnili, številni so bili potem v sklopu povojnega obračuna pobiti. Če so prišli do povojnega sodnega procesa, so nekaterim že priznavali nekatere olajševalne okoliščine. Številni so pa seveda končali v taboriščih Ozna, v glavnem v Teharju za celjsko področje. S tem bi pa tudi zaključil svoj referat. Se opravičujem, če sem bil malo daljši. Hvala lepa za besedo in predajam besedo moderatorju oziroma naslednjemu govorniku. Najlepša hvala.